naša moga, pesmica naša, srca obraša, Božja ljubezen, prenaj iz nas. Smo skupaj, dragi otroci. Zdaj pa začnemo z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen. Včeraj smo slišali, da kadar govorimo o oblastnikih, so mnogi do njih zelo kritični. Govorijo, da lažejo, da goljufajo. Včeraj pa je Serafinček predstavil francoskega kralja Ludvika in angleško kraljico Marjeto Škotsko. Kralj Ludvik je pa celo stregel gobavcem, ki se jih mnogi niso hoteli niti dotakniti. Angleška kraljica Marjeta pa je bila kot mati mnogih ljudem in ni prenesla, če se je komu dogajala kakšna krivica. Danes pa bomo poslušali o nekem revežu, ki ga bo tudi naša Neža predstavila, in naslov te zgodbe je pa vsak revež ne pride zlahka v nebesa. Zdaj pa prisluhnimo naši Neži. Kaj pa na drugi strani? Med reveži imajo tudi ti v nebesi svojega predstavnika, je zanimalo Petra. Seveda imajo, revežev je celo več kot bogatašev, je Manca odgovorila na mesto Serafinčka. Jezus je dejal, da bogataši težje pridejo v nebesa kot reveži. Bogastvo je včasih res lahko ovira, se je strinjal Serafinček. Vendar, to še ne pomeni, da reveži lažje pridejo v nebesa kot bogataši. Kako? Mar ni Jezus dejal tako? Se je čudila Tamara. To imate prav. Jezus je dejal, da reveži lažje pridejo v nebesa kot bogataši. Bogataši se bojijo za svoje premoženje in ga le stežka delijo z reveži. Vendar pa so mnogi reveži, ki gojijo zavist in jezo do bogatašev. Zakaj? Se je začudil Peter. Zavist in jeza sta pogosto sprejemljivki revežev, ki zavistno gledajo na ljudi, ki imajo vsega dovolj. Pri tem se jezijo in preklinjajo svojo beraško usodo, jim je razložil Serafinček. To je razumljivo, se je strinjal Peter, pa nam povej o kakem svetniku, ki je bil reven. Tak je Benedikt Jožef Labre. Rodil se je v Franciji. Kdor ga je videl strganega, ušivega, z dolgimi lasmi in brado, ga je imel za potepuha. V resnici pa je bil romar, ki je hodil po svetu od svetišča do svetišča, cele dneve klečal na golem kamnu in goreče molil. Neverjetno, se je čudila Tamara. Za tak način življenja se je sam odločil, je nadaljeval Serafinček. Najprej je mislil, da ga Bog kliče v samostan k kartuzijanom ali trapistom, pa je spoznal, da ni tako. Zato je začel hoditi iz kraja v kraj, od svetišča do svetišča.
Živ je kot berač. Vse premoženje je imel v culi na rami. Nikoli ni beračil. Če mu je kdo kaj dal, je vzel le toliko, kolikor je potreboval. Ostalo je razdelil revežem. Bil je torej berač in romar, brez strehe nad glavo in bil je srečen. V hiši ali hlevu je spal le takrat, ko je bilo tako mrzlo, da bi lahko zmrznil. On se je sam odločil za tako življenje, se je čudila Manca. Da, je pokimal Serafinček. Obstajajo pa tudi svetniki in svetnice, ki se niso sami odločili. Takšna je recimo Jožefina Bakhita, ki je bila sužnja. Tudi sužnji so bili reveži, brez svojega premoženja. Celo svobode niso imeli. Kako se je pa to zgodilo, je hitro vprašal Peter. Rodila se je v Afriki, v Sudanu. Ko je bila stara 9 let, so jo ugrabili trgovci s sužnji in jo prodali. 5 gospodarjev je imela, ki so jo kupili in prodali. Med njimi tudi zelo krute, ki so jo mučili. Ena gospodarica je z nožem zarezala kožo in v rano nasula soli. Končno jo je kupila družina, s katero je prišla v Italijo, ker je postala svobodna. Spoznala je Jezusa in stopila v samostan. Jaz bi se maščeval, je Peter pihnil skozi nos. Narobe. Jožefina Bakhita je dejala, da so bili ti ljudje le orodje v Božjih rokah, ki so jo pripeljali do Boga. Hvala lepa, Neža. Lepo smo slišali, o kom? O Benediktu, Jožefa Labre in o Bakhiti. Ampak zakaj lahko rečemo, da so svetniki? Ravno zato, ker so znali deliti s tem, kar imajo, od malega, so lahko delili se še z drugimi, so mislili na druge in tudi so lahko tudi odpuščali tistim, ki so na njem naredili kaj krivičnega. In zato, dragi otroci, naučimo se od njih biti velikodušni in tudi usmiljeni. Današnja naloga pa je, poslušamo, svojimi obiskom razveselimo bolnike ali starejše ljudi. In zato lahko obiščemo nekoga, ki vemo, da je osamljen, ali pa da je bolan, ali pa da je starejši. Zdaj pa zaključimo z molitvijo. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti v danega skažem, ti dane posvetim, svoje oči, svoje ušesa, svoja usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoja dobra mati, varuj me, brani me, kako svoj last in posest. Amen. Mati milosti Božja, prosi za nas. Mati prečista, prosi za nas. Mati brezmadežna, prosi za nas. Mati nedolžna, prosi za nas. Mati deviška, prosi za nas. Petruška Mati Božja, prosi za nas. In vsi svetnike in svetnice, prosite za nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vidimo se jutri. Lepo bodite in ne pozabite naloge. Hvala. Prosim.